pravzaprav da reče ne dam. Na kar zrastejo otroci, mi imamo še enega in ta ni več ta mal, ampak je zdaj ta večji od teh dveh, ki se prepirata z isto stvar. In je navajen, da vedno njegovo obvela. Imate štalo po domače. Zdaj se vloga spremenila, on je pa vajen, da vse dobi in vse ima. Kaj narediti v taki situaciji? No, da vidimo, kaj prav ta avtorici. Koliko 157? Pripravljali smo se na odhod, na kolesarski izlet in se slišal sem, kako moj sin prepričuje svojo sestro, naj mu posodi svoj stari nahrbnik. Sestra ga je gladko zavrnila. Rekla je, da ga bo uničil, ta je pa dobra. Bisaga je dobra samo še za usmeti, zato pa smo je kupili novega. Tako mu je razreziral, da sem jima zaupil. Nahrbnik pri tej priči posodi bratu. In to je ena skupina starševska in ena gospa vpraša. In ga je, pa še kako ga je. Dal se mi vedeti, da bo v nasprotnem primeru ostala doma. Kako pa se je odzvala na to? Nekaj časa je kuhala mulo. Pa kaj potem? Naučila se je, da se v družini treba stvari deliti. In se je oglasila ena od drugih gospa. Mene kaj takega že ne bi naučilo, da je treba stvari deliti. Če bi to moj oče naredil meni, bi bila besna. Stvari niso samo stvari. So kakor del tebe, povezane so spomini. V svoji omari imam star, odmoljo požrt pulover, ki ga nisem oblegla že leta, a ga ne bi posodila nikomur, še zlasti ne svoji sestri. Če bi eden od staršev v hiši, če bi bila eden od staršev v vaši hiši, bi se zagotovo postavila na stran vaše hčerke. No in tak je vodila, avtorica, pravi, in tako sem rekla, imamo dve nasprotujoči se mnenje. Prvič, postavite se na stran otroka, ki je lastnik nahrbnika, in drugič, postavite se na stran otroka, ki potrebuje nahrbnik. Kdo ima zdaj prav in kaj prinese rešitev? Rešitev prinese preprosta stvar. Kadar je takle zaplet, poveste, po katerih vrednotah bi vi to reševali. Po vrednotah, kdo ima to v lasti, torej po lastništvu. Če ste bolj ekonomisti, boste rekli, to je njegovo. Ali to je njeno. Pa njen polover, recimo, če imam zdaj pa tisti nahrbnik, je njen. Če ste ekonomisti, boste verjetno to izbrali. Če delate kaj družba, če ste družboslovc, boste rekli, stvari v družini treba deliti. Vendar ne boste določili rezultata. Vi boste povedali, po kateri vrednoti, katera vrednota se nam zdi potrebna, podpreš eno stvar, podpreš eno pravilo, vendar pustiš, odločita se pa sama. In kaj se bo zgodilo? Če sem jaz opozorim na določeno pravilo, če je to tudi pravilo ekonomsko, če to v naši hiši vrednota, lastništvo je grozno pomembna stvar, bo fant rekel, ok, prav, ti pa svojega kolesa ne bom posodil, pa je zadeva rešena. Se ne boš nič z mojim novim kolesom peljala. Bo pač, ampak nekaj vrste maščevanje, ne, pa ukrep se veste. To se znamo mi s Hrvati, to je ista škodja. Temu pa je rečemo demokracija, kako že ne, diplomacija, ne. Tako neuspešna sicer, ampak je. Če boste določili bolj družboslovno, stvari v družini treba deliti, boste rekli, meni se ti to pravilo pomembno, stvari treba deliti, imate vse šanse, da se bo punca odločila, ti bom dala, ampak pazi. Tako, ko pridemo nazaj, da mi ga daš nazaj v malo, pa če boš kaj upacal, da boš tudi čisto. Ja, prepustiti je treba, pa nima. In to je ena od napak, kot bomo kasneje videli, kako vzgajamo. Najhujša, prva, res huda, je dajanje za zgled. Če bi bil tak, ko naša Erika, vidiš ona, kako je pridna zlata, in da ima punco, ki jo bojo kasneje pedopsihiatru vozil, ker je vsa zakompleksana in hoče vse v popolnosti rešiti, bolimična zaradi ene škrice v šoli, malo pretiravno, ampak tam to daje za zgled, fantom. Če bi bil ti tak, kako bo nam lepo. To ne deluje.
Bog ne da je sosedov je otrok prikazati. Ali pa to, kar nas žre, ne, tekmovanje z bratom in sestrom ste tekmovali že nekoč. In zdaj tekmujete preko otrok, naša kot pa na glasbeno šolo. Ne je tekmovati, naša ne je dati biti na glasbeno šolo ali pa na šolo športa. Naučite je rože zabivati. Pa rože pršiti, ko pride sestra na obisk, rečete tam ali ideja, daj smo na zadnje rože zabivati. In ona gre in pobriše okrog. Sestra se gleda, kaj pa to delaš? Je znači, da ona skrbi za rože. Se pa te misli, da rože, ja, ona skrbi za me. In pa on več mi ne bo pokazala na ovrtu tuja vaša sestra, ki ga meni na punčke, ker je na punčka, zna se lepo plesati, ampak za rože pa ne zna skrbeti. Ja? Bote nekaj, kar je čisto z drugega sveta. Pokažite različnost. Potem se vam ni treba tekmovati, ker je tekma nesmiselna v takem trenutku. Ja? Za zgled, še nekaj je. Vaš otrok pozna, jaz sem vedno vedel bratu in sestri, ne vse, večino njunih grehov, in če bi mama to vedela, ne, in pa mi daje brata, sestro sem dobil dostikrat za zgled. Seveda, ko sem bil jaz star 15 let, in sestra 22, in sva šla na morje, in sva se v avto zmenila. Takole, draga sestra, jaz ne bom gledal, kje si po noč, ti pa ne boš gledala, kje sem jaz podnev. A je v redu? Zmenjeno. Brima, počutite slavnira. Že po 14, eno leto prej je bilo tudi tako, ne? Seveda, včasih, to so bi še unicajti, moram priznati, da bi bolj med redkimi voznicami, veste? Da bi imela svoj avto, bo še plot redka. In to sem bila super. Mama bila pripričana, kako en drug zbog pazma. Ampak načrt je spodletel. Druga napaka je, da otroka hvalimo. Pretirano hvalimo. Jaz vem, da imate tudi knjigo plus pohvali in tako naprej. Ampak danes so otroci hvaljeni že zato, da dihajo. In so pohvaljeni. Ne, joj. To je metoda, kako vzgojite opustnike. Če prezgodaj hvalite, reče otrok se dobro in odneha. Ja, tudi z besedo priden. To je ena od najbolj škodljivih besed. Za govor, zdaj 3 mesece bo tega priden v šolo, spremljati učence in vmes, spremljati pouk, vmes sta bila 2 učence, en tak srednje problematičen, en je bil pa, da je dal dihati vsem globoko. In staršem in učiteljem, svetovalnim službam, pediatru in tako naprej. No ta drugi, ker ni bil toliko hud, ampak je bil že opazen in je bilo vse slabše in iz tedna v teden, je bil takrat dovedni in je sprašal, kaj delam. Spremljam pouk, si slišal, ne? 4. razred. In pravi, ja, in kaj boš bolj, kaj opazuješ? Kaj bo počne, če učiteljica reče takole, kako tiraš, in pravi, jaz sem res priden. Aha, se rekel, ti kaj pa je to priden? Veš, se to sem nekaj vprašati. Jaz ne vem, kaj je to priden. Učiteljica pravi, da je priden, mama pravi, da je priden, dolna Primorska pravi, nona pravi, da je priden, ampak jaz ne vem, kaj je to priden. Jaz to vem, da se ne smem tept, recimo, to vem, ampak drugo pa ne vem, kaj. In jaz preproste stvari povem. V razredu, posebej, ko učiteljica daje navodila, bo tiho v primeru. Tu, če ne slišiš vse, bo tiho v primeru, pa je pol vprašal, kaj si že rekla. 3 stvari sem mu samo povedal. Čez 10 dni kliče svetovalna delovka. Prav, jaz sem videla, da ste vi se pogovarjali z otrokom, tako na potiham nekaj, dajte mi povedati, kaj ste mu rekli. Se nekaj to, da bi jih slikala obrnil. Ampak on zdaj ve, kaj je to pridno. In mi je rekel, se to sploh ni tako težko biti pridno. Ko je gotovo, kaj to je, kaj to pomeni. Jaz sem ugibal, kaj pričakujejo, ker je povedal, kaj počne in videl se, kako se odnaša. Ne jim reč pod pridni, ker ne vem, kaj to pomeni. Ja? Ne jih hvaliti, ne. Treba je pohvaliti konkretno delo. Krasno. Pomila si posodo, pozdružila si. Super. Dajte jim like, objemite jo, dvignite jo, zavrtite jo. Ne čisto, več se veste, stavite na tla.
Tole smo dobro posodo prala, pomila, karkoli že naredila. Konkretno delo pohvalite. Ne pa, da je tam malo vas navihan in bolj hvališ, če bi si ti prijazen, pa ko imaš lepe okice, kaj ne redo, da imaš lepe okice, no povedajte. Nič. In ga hvališ. In je pohvaljen za nič. Zato ne jih hvali. Spodbujajte jih. Če neko stvar dobro naredi, dajte en, samo kratek signal, si na pravi poti. Tole mi je všeč. Če je više barva, nekaj otrok barva, in pobarva čisto do roba, krogec, in pomaga je pa kar čez, danes pa malo daš, in češ čakaj, pa sto ti pobarva, in to do drug, ne, to sem jaz. A kako imamo, jaz imam očala še očala, ne, dobro pogledam, ali veš čisto do roba, to je neverjetno, to še nisem videl, da bi ti takole znam narediti. In grem dalje, seme je zasejano, kako bo naslednjega pobarval? Do roba bo še čez? Do roba. In potem, ko najde naslednjega, čakaj, ti to zdaj, ker si se odločil in zdaj boš vse to roba barval. Vse bo mora drugega reči, ko ja. A drži. In ker je v pravem čustvenem stanju, je to obljuba, ki jo misli držati. In sem jaz na dobri poziciji. Ja? Če ga pa izhvali, joj, ko si lepo pobarval. In pa misli, to zahvališ za to, da skvališ me za to, da bi še naslednjič lepo barval. In naslednjega, ker mora gre čez rob, ker hoče preveriti brezpogojnost ljubezni. A ga imam res rad? A bom rekel, da je v redu, bom dal en signal, da si v redu, tudi če ni popoln. In to je ta druga kategorija. Če hočete, da bodo otroci srečni v življenju, mora biti brezpogojno ljubljeni. Brezpogojno. Ne tako, da jo vprašate, ti kako je pa mnogo šolih 5, bravo, punca, to! Pa jaka, super, enkrat na 5. Ti koliko točki bo pa možni? 34, koliko si pa ti dol? 32. Ja, čakaj, kaj pa ti 5? A razumete, dobil je 5, zmagal je na olimpijadi, ampak ni dovolj dobro. Za mamo, za očeta, ni dovolj dobro. To je problem. To je hud problem, ki ga starši počnemo in potem hvalimo vse mogoče stvari, samo tistega nekaj bi bilo res hvale vredno. Da pohvališ neko stvar, mora biti izjemen dosežek. Ko prvič prebije neki, ne vem, pogrunta, kako je tole veš čez 10, prehod čez 10. Ste ugotovili, da to bil pa zdaj kapno in tako, ne. Takrat, če imate ta zelo otroka, ki se res, ne, da ima rad puding, je treba prekršiti vse norme. To pomeni, da mu naredite tisti puding, ki ga ima rad, naredite 2 paketa, dajte v veliko šalečk, ker tudi puding je dober tisto na vrhu, ki se malo strdi, ne tisto v globoko, moče, ki ste brez veze. Te, ki pakirajo pudinge v globoke šalečke, take skoraj jogurta, pojme nima, to so ženske oblikane. Da je dobro, je dobro to pudingo. Bo da 6 metrov na vrh, da sploh ni skoraj. Mislim, da, brez veze. In pudinge mu morate dati vroč, tako iz pistra ven. Pomislite malo, kaj pričakujete od mož. Če mu rečete tisti kalo crkino, kaj pričakujete? Da ga bo šel zdaj, bo dvig govoriti, da šel popraviti. Če mož nekaj od vas pričakuje in reče ti, a vi lahko mi pa tole, prav, bova jutr. Ja, pri fantu to ne deluje. Jutr odpade. Če mislite, da nekaj dobro naredite ta puding, dajte mu ga 1, 2, 3 mu postavite tja, tvoji so vroče, lahko poješ. Ne misliti, da bo imel težave z želodcem zaradi tega. Še tako kot je vročega kruha, otroci ne smejo jesti, pa krofe pa lahko, ne? Tako da še pečejo, že lahko jedo. Samo Petrov sin je imel težave s kruhom, ker ga je imel čas na razpolago. Ali drugačno, ne? Zakaj dajem puding? Malo namenoma, da vam zdražim. Tudi tu je pomembna vaša filozofija. To so ogromno otrok, ki so že prezaščiteni in nikoli ni bilo dokazano, da imajo kakšne težave s kakšnim delom prehrane. Tu se že reče, če sam naslednji del hrani? Glutena. Mimo grede, a veste, če prodajajo za kučke hrano brez glutena? Ja, za kučke. In ljudje kupujejo. Gospa, ki se je odločila, da ima
težavo z glutenom, ima tudi njen družek težave z glutenom. Ja? In otroci, ki so živijo brezglutensko in bodo v 30. letu naleteli njihovo telo na gluten, prvič bo malo reakcije, drugič bo malo več reakcije, tretjič bo pa lahko že dejansko alergična reakcija, ker ni bil pravočasno izpostavljen. Tega je ogromno, ne morate verjeti. In zato na tako in te se malo hecajo, veste. In tisti, ki imajo res težave, so pa pol, tisti pa trpijo, no, dobesedno. Ena od težav, imamo občutek, da smo slabi starši, če se otroci kregajo. Saj ni res. Bom zdaj povedal svoj primer spet. Lani, že na zimo, hčera doma na obisku in pravi, delala skupaj hčera. Vsak dan na obisku, ker ima obisku naši vasi mi kupila hišo, to da je stran, da se ne dal copati tja po pregovori. In pride k nama in pravi ti oča, to je takrat posebni status, to je tako bolj ljubeče, ne? Oča, posluš, jaz se spomnim časov, ko ste se vidva skregala tako enkrat na mesec. Zdaj, vidno se skregata vsak dan, zdaj na malenkost. Tako ja, veš, včasih se nisla znala pobotati, je trajalo mesec. Da ste se pobotali, da ste se pa lahko spet skregala. Zdaj ste vsak dan skregala, vsak dan se pobotali. A v redu, kul. To je tisto. Imamo občutek, da smo slabi starši, če se otroci kregajo, če bi vse, veste, tisto mirno, vse bi moralo biti samo pri šepnem otroku in se že dogaja, dajte nam mir. Normalno je, da se otroci upirajo. Morajo se upirati. Morajo se osamosvojiti. Morajo stran. Po 4 letih punce to znajo lepo verbalizirati. Pust me, bom sama. Fantje ne reče, nič naredijo po svoje. In pol reče, znaš, tako sta trmasta. Ne, trmastih otrok ni. Tudi enega ni. V Sloveniji smo oaza svetovna. V Sloveniji ni niti enega trmastega otroka. Zakaj ne? Če otrok nekaj dela in je vztrajen v tem, če nekaj počne in je v tem vztrajen, in mi je tisto, v čemer je vztrajen všeč, to ima pomeni. Če je vztrajen v nečem, kar mi ni všeč in mu prepovedujem, pa je vseeno vztrajen, je trmast in to ima poženje. Ja? Ampak gledajte, lastnost otroka je popolnoma ista. Vztrajnost. Samo mi pripišemo, če nam je všeč, pripišemo to vztrajnosti, če ne, pa pripišemo to pa trmi. Trmastih otrok ni. So vztrajni otroci, mi pa se odločamo, ali nam je všeč to, v čem je vztrajen, ali pa ne. In ko tako imenovanega trmastega otroka usmeriš, da je vztrajen tisto, kar predstavlja naše vrednote, takrat imate pred sabo otroka, ki bo uspešen. Ja. In mislimo, da bodo srečni, če se bodo dobro razumeli. Srečni bodo, če bodo res ljubljeni. Zakaj? Da jim ni treba celo življenje iskati priznanja, da so vredni ljubezni. Da imajo ljubezni dovolj. Človek potrebuje ljubezni za razdajati, da si srečen v odraslosti. Ne pa, da jo dobivaš. Ker če jo iščeš, da jo moraš dobiti, obstaja veliko verjetnost, da jo ne boš dobil in boš nesrečen. Če jo imaš pa dovolj, da jo razdajaš, lahko ljubiš poezijo in si srečen v življenju. Se spomnite teh opisov, najlepše ljubezni, kakšne so bile? A so bile srečne ali nesrečne? Skozi vso zgodovino, vedno so bile nesrečne. Ampak, a so imeli lepo življenje? Sta imela Romeo in Julija lepo življenje? Ja, sta se ljubila. Lani se srečal na gospod, že čez 80 let, in skozi debate, nekaj se sodelujeva, in skozi debate ugotovim, da je že 30 let doba, ne? In jaz sem žlek, ne? In je vprašal gospa, pa v 30 letih, tudi eden primer ni prišel mimo, mislim, ali se ne reče temu malo zbičnost, no? 30 let in noben ni bil prav, veste. In ona pravi, 2 leti bilo tako, ki sem žalovala, za možem. Potem sem mislila nekaj časa, da sem nora, ker sem odkrila, da imam svojega moža še zmeraj rada
Potem sem odkrila, da se temu reče, da je ljubezen do moža še vedno živa. A mož je umrl, ljubezen do moža je pa še vedno živa, še danes. Zato jaz drugega moškega nisem iskal. In ko sem jo vprašal, ali ima lepo življenje, je rekel, seveda imam lepo življenje. Ima ljubezen. Ja, in ne pogreša, ona jo ima dovolj. Je tudi razdaja drugim, otrokom, vnukom in tako naprej. Če pa ti nimaš dovolj ljubezni, pa veš, če si iščeš, te mora biti šeferat, mora ti priznanje, da si vredi. Soseda bi morala reči, v redu si skidal sneg, lejte smo zbrekliden, že na vse zgode, da bi se dobro počutil. Ne, lejte, če si pa od tega odvisen, da ti vsakokrat žena reče, joj, hvala, ker si otroka vzel, pa si ga prebil. A če si od tega odvisen, če pa ne reče, pa nehaš otroka prebijati, seveda si nesrečena, ne da? Kdaj je rabno? Kako to zgleda? Je tako, da vam Gospod je enkrat, ko ni 8. marc, ko ni materinski dan in ko ni vaš rojstni dan, vam prinese in pušalec. In reče, sicer ima srečo, ne, če znate sprejeti to darilo, ker večina gasi v špiču. Ne? Če se to ne zgodi, bo imel morda priliko, z avtom sem se pelal, najmkovat je bil, si navil do konca, sonce kosije, jaz zagledam vrtnarijo, vum, brez migovca, veš, evo ti žena, to te imam rad. Če se kaj podobnega zgodi enkrat na leto, čist zadost, da vaš zakon zdrži 40 let. Ja? In na to pozabljamo, zdaj, gospodje, tisti, ki ste tukaj, treba vedeti, rezano cvete, stoldariko, lončnica je delo.